Spoštovane članice in člani, dragi naši podporniki. 7. kongres in 8. rojstni dan stranke LMŠ. Ob takšnih praznovanjih se radi oziramo nazaj na prehojeno pot. Sam se danes ne bom preveč oziral nazaj, ker našo zgodbo poznate. Moj pogled je usmerjen naprej, v prihodnost, katere del bo tudi naša stranka. Prvi in največji izziv, ki je pred nami, so zagotovo volitve v državni zbor. Potrudili smo se in pripravili dobro kandidatno listo, na kateri nas bodo po večini zastopali kandidatke in kandidati, ki prihajajo iz lokalnega okolja. Na listi so tisti, ki poznajo težave svojega domačega okraja in tisti, ki vedo kaj in kako je potrebno spremeniti v naši državi. Čeprav nas trenutni volilni sistem sili k temu, da izbiramo kandidate iz ponekod zelo majhnih okolij, se v LMŠ zavedamo, da je potrebno na državo gledati kot na celoto. V iztekajočem se mandatu so naše poslanke in poslanci dokazali, da se da. Zelo malo izkušnjami iz politike so postali najboljši. Zato, ker pri nas niso na prvem mestu le želje po političnih funkcijah, ki jim vladajo interesi kapitala in lobijev. Drugi izziv, ki nas čaka v tem letu, bodo lokalne volitve 20. novembra. Tudi na lokalnem nivoju uspešno gradimo našo mrežo. Vsako leto, vsak mesec nas je več. Naši lokalni odbori se že sedaj skupaj z državnozborskimi volitvami pripravljajo tudi na lokalne volitve. Delo lokalnih skupnosti in države je in mora biti povezano. Le s sodelovanjem lahko dosežemo najboljše uspehe na vseh nivojih. Večina naših občinskih svetnic in svetnikov je konec leta 2018 vstopila v občinske svete brez bogatih predhodnih izkušenj. A sem prepričan, da so s trdim delom dohiteli in prehiteli marsikaterega starega svetnika. Po skoraj 4 letih sem ponosen na vsakega izmed njih. Sam dobro vem, koliko se je potrebno naučiti in koliko dela vložiti, če želiš, da je naloga dobro opravljena. Danes se po 8 letih poslavljam od mesta podpredsednika stranke. Hvaležen sem predsedniku Marjanu Šarcu, da me je pred 8 leti prvič predlagal na to mesto. Ko sem ob ustanavljanju stranke sprejel ta izziv, si nisem mislil, da bom kdaj podpredsednik parlamentarne stranke. Hvala za izziv in izkazano zaupanje. Hvala obema podpredsednicama, Lari in Jerci. Hvala vsem 3 generalnim sekretarjem, Branetu, Tomažu in Janji. Ter vsem vam, drage članice in člani, za dobro sodelovanje v teh letih. Kdor dela, greši. Tudi sam sem zagotovo storil kakšno napako. Verjemite mi, ni bilo nalašč in upam, da mi je oproščeno. Na LMŠ pritiskajo iz ene in druge strani, a mi se ne damo. Vemo, kaj je naša naloga. Pokončno gremo naprej v zavedanju, da so na prvem mestu človek, skupnost in država. Sam sem prepričan in tudi drugi to priznavajo, da smo edina stranka, ki se ne peha za lastne interese, pač pa želi delati v dobro vseh. Tudi zato sem se pred 8 leti odločil, da postanem del LMŠ zgodbe. In tudi zato ostajam del te zgodbe in LMŠ bo še naprej moja ena in edina izbira.